hvala za besedo. Torej, za razliko od prvega protikorona paketa, ki ga je vlada pripravila relativno na hitro v zelo izrednih razmerah, je zakon, ki je zdaj pred vami, se pravi zakon o zagotavljanju dodatne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu, prav tako pa tudi naslednji zakon, se pravi zakon o dopolnitvi prvega protikorona paketa, pripravljen z sodelovanjem praktično vseh najpomembnejših deležnikov in tudi več, ki so bili vključeni v pripravo obeh zakonskih materij. Vlada je ustanovila 5 delovnih skupin, ki so v zelo intenzivnem delu ugotovile, kaj je tisto, kar v prvem paketu manjka, in hkrati tudi, kje so tisti ključni problemi vezani na zagotavljanje likvidnosti slovenskega gospodarstva, ki jih je potrebno nasloviti čim prej. Zdaj o drugem zakonu bo poleg tega, kar je vlada itak že predstavila na seji matičnega delovnega telesa, kasneje v obrazložitvi določene poudarke dodal še minister za finance glede zakona o zagotavljanju dodatne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu. Pa naj rečem, da vsebuje poleg tega, da v bistvu odpira 2-milijardno kreditno linijo za poslovne, za gospodarske subjekte in za posameznike, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Naslavlja tudi problem premajhnih sredstev, razvojnih sredstev na ravni lokalne samouprave, se pravi, z njim dvigamo tudi povprečnine za občine, ki so, roko na srce, v času te epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo. Veliko stvari, ki so omogočile, da je življenje kolikor toliko potekalo normalno v okviru vseh teh omejitev, je rezultat dobrega delovanja lokalne samouprave oziroma pravilnih odločitev na občinskem nivoju. In se županom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v razmerah, s kakšnimi se prej nikoli niso soočali, še enkrat iskreno zahvaljujem. Ta sredstva, ki jih bodo dobili s pomočjo višjih povprečnin, niso sredstva za odpravljanje posledic korone, to so sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno življenje, do čim bomo skušali v nadaljevanju. Vse stroške, ki so občinam nastali zaradi spopada z epidemijo, v okviru danih realnih možnosti, seveda nasloviti posebej. Zdaj ob tem zakonu, v tem 2-milijardnem paketu, pravzaprav, ki je pred vami, se seveda postavlja vprašanje, ali je to dovolj. Ali je to dovolj za to, da slovensko gospodarstvo ohranimo likvidno tudi v tem času, ali pa je to eventualno premalo, ali je to preveč, se nihče ne sprašuje, seveda. Zdaj, odgovor na to vprašanje je, da kratkoročno je to seveda dovolj. Kratkoročno je dovolj, da slovensko gospodarstvo in vsi posamezniki, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo, lahko tukaj dobijo državna poroštva v izjemno visoki višini garancij za vse kredite, ki so jih od 13. marca do sedaj najeli ali ki jih bodo najeli do konca leta, zato da odpravljajo posledice epidemije ali pa da blažijo te šoke. Zato da ne posegajo po ukrepih, kot so zapiranje proizvodnje, ki je še perspektivna, da ne odpuščajo zaposlene, da skratka ne gredo v neke ukrepe, v katere bili kratkoročno prisiljeni, že srednjeročno pa bi lahko povzročili zelo veliko škode. Ali bo to srednjeročno in dolgoročno dovolj? Odgovora na to vprašanje nima nihče. V tem trenutku. Odvisno je predvsem od tega, kako bodo dokončno ocenjene posledice te epidemije in teh
končnih ocen trenutno nima nihče. Na zadnji videokonferenci evropskih voditeljev so padale zelo različne ocene. So sicer države v različnih položajih, različno prizadete, čeprav si govorimo, da gre za simetrični šok. Ocene so padale od 5 do 15% padca bruto domačega proizvoda v Evropi. Zdaj to je 1:3. Se pravi, običajno se te prognoze razlikujejo za nekaj desetink odstotka bruto domačega proizvoda, zdaj je to ocena od 5 do 15%, pa tudi tukaj nihče ni dal roko v ogenj, da je to neka dokončna ocena. Torej, to je prva stvar, od katere je odvisno, zdaj, ali je ta kreditna linija, ki je zdaj vzpostavljena, oziroma ali so ta poroštva zdaj v skupnem obsegu dovolj visoka tudi srednjeročno. Zdaj, druga stvar, od katere je pač odvisno odgovor na to vprašanje, pa je seveda vprašanje, koliko časa bo epidemija še trajala. Zdaj, tudi odgovor na to vprašanje nima nihče. Zdaj, svet je dal, ali pa pač svetovna znanost vlaga izjemne napore v razvoj zdravil in cepiv. Tukaj so informacije zelo različne, od zelo optimističnih do zelo skeptičnih, češ da bo pač virus mutiral in da bo potrebno vsako leto ali pa vsakič, ob vsakem novem izbruhu iskati novo cepivo. Enotnega odgovora pač tukaj ni. Skratka, te napovedi so različne, svetovna znanost vlaga izjemne napore v iskanje rešitev, vemo pa, da pač tudi vse to, kar svet v seštevku premore, ni bilo dovolj za to, da bi vsaj dobili pravočasno opozorilo pred širitvijo tega virusa iz Wuhana, čeprav so vse svetovne televizije kazale slike, kaj se tam dogaja. Ostali del sveta se je pa delal, kot da to ne bo nikoli prišlo tam. Celo številni znanstveniki so govorili v to smer. Svetovna zdravstvena organizacija je imela na začetku takšne napovedi. Tako da pač treba je ohraniti določeno zdravo skepso do vseh teh napovedi, tudi glede zdravil in cepil, in hkrati ohraniti upanje, da bomo pač prišli do učinkovite rešitve, ki bo epidemijo presekla. Ampak, kot rečeno, to ne vem. In ko bomo več vedeli okrog tega, bomo tudi vedeli, ali so ta poroštva dovolj, ali sta 2 milijardi tista vsota, ki omogoča slovenskemu gospodarstvu zagotavljanje likvidnosti tudi srednjeročno, da zdaj ne govorimo o dolgoročnih ukrepih. Zdaj, hkrati, ko se naslava ta vprašanja, se veliko govori o tako imenovanih izhodnih strategijah iz epidemije. Zdaj, to so najbolj popularne besede zadnje 2 tedna, glede na izmenjavo izkušenj z drugimi evropskimi voditelji prek videokonferenc. Lahko rečem, da je okrog tega veliko napovedi, veliko popravkov napovedi, veliko najav, kaj se bo vse zgodilo, veliko sprememb, tudi veliko razhajanj. Če je kdo spremlja zadnje dni razhajanje med stroko v Franciji pa med napovedjo vlade o odprtju šol, veliko argumentov na eni in na drugi strani, tudi zelo različne napovedi posamečnih držav, recimo glede šolstva. Nekatere so že najavile, da šol do jeseni ne bo, v tem smislu, da bo pouk potekal v razredih, nekatere najavljajo kombinacijo. Pri nas so strokovnjaki v okviru Ministrstva za zdravstvo v zadnjih dneh izdelali priporočilo za šolstvom in v prihodnjih dneh bo to objavljeno, ampak nekega enotnega pogleda glede tega, kaj naj bila izhodna strategija v okviru Evropske unije, trenutno ni. Tudi zaradi tega, ker
je trenutno v sosednjih državah recimo bistveno več okuženih, kot jih je bilo na začetku epidemije, kar seveda pod vprašaj postavlja seveda tudi dilemo glede odpiranja meja. Izbruh okužb v Trstu v zadnjem tednu naši neposredni soseščini zdaj to možnost verjetno odmika v neko daljšo prihodnost, čeprav imajo ministri za notranje zadeve ravno v tem trenutku pač videokonferenco, ker razpravljajo o tem, kako vsaj delno sprostiti prehajanje evropskih meja za potnike. Zdaj v Evropi še vedno poteka razprava o tem, kako preko evropskih mehanizmov zagotoviti dovolj sredstev za blažitev posledic epidemije, za ohranitev kapacitete evropskega gospodarstva. Jasno je, da od tako imenovane korona obveznice, za katero bi solidarnostno jamčila celotna Evropska unija, ne bo nič. Tudi zaradi tega, ker bi za to bilo potrebno soglasje vseh držav plus ratifikacija v parlamentih vseh držav. Trenutno ni nobene realne možnosti, da bi se to zgodilo. Realna možnost, ki se najavlja poleg vseh teh sprostitev, ki jih je Evropska komisija že najavila, neka produktivna kombinacija uporabe naslednjega evropskega proračuna skupaj s tem skladom za obnovo. Tukaj se omenjajo različne številke, še posebej Italija in druge države, ki so bolj prizadete, navijajo za 1500 milijard težak sklad, ki bi bil delno polnjen preko posojil, delno pač preko tako imenovanega helikopterskega denarja. Zdaj od te vsote po moje ne bo veliko. Ta sklad bo ustanovljen, ker je to pač realna možnost, ker je možnost kombinacije obstoječih formalnih mehanizmov priti do vsaj nekaterih delujočih rešitev, brez tega, da so zadaj dolgi postopki usklajevanja in ratifikacije. In zaradi tega tudi mi to podpiramo, ker je boljše, da se vsaj nekaj dogaja v realnem času, kot da traja 2 leti, preden se karkoli ustanovi. Se pravi, smo za rešitve, ki so bolj realne, čeprav po našem mnenju manj ustrezne od tistih, ki bile idealne. Zdaj, če si predstavljate, pa če za ilustracijo dileme, s katero se zdaj sooča v bistvu velik del evropske politike, gre enostavno za to, ali bo potem, ko bomo premagali epidemijo, Evropska unija po tem šoku, za katerega vsi pravimo, da je bil simetričen, se pravi, da nobena vlada ni kriva za to, za razliko od tega, kaj se je dogajalo recimo v reševanju Grčije, in da potrebujemo tudi skupne odgovore. Če teh skupnih odgovorov pač ne bo, bo po koncu te epidemije nekaj držav v Evropi, ki so bile najbolj prizadete, Slovenija zaenkrat, hvala Bogu, ni med njimi, bistveno slabšem ekonomskem položaju, ker se bodo pač morali zadolževati pod bistveno slabšimi pogoji, ob padanju rejtingov in tako naprej. Zdaj, čist banalno rečeno, čez nekaj let bo to pomenilo, da bo nek pripadnik višjega srednjega razreda iz Nemčije ali pa Nizozemske lahko kupil vilo v Toskani za polovico sedanje cene. Najbrž ne v Piranu, ker so cene že zdaj, rekel, nekje na teh vrhunskih plafonih cen nepremičnin. Seveda pa je to banalizacija primerjave, gre seveda tudi za ceno podjetij, gre za, če hočete, naravne vire, za vse tisto, kar je na koncu strateško, in zato, da zaradi teh stvari v Evropi ne bi več prihajalo do spopadov in vojne, pravzaprav nastala Evropska unija, ki je nastala najprej kot unija za jeklo in premog. Se
Pravi, smo tukaj nekje na samem začetku in lahko samo upamo, da bo politični razred v Evropi z božjem bolj trezne presoje